stara zaveza, nova zaveza, zakonska zaveza in zveza in čustvena jebana naveza. Dragi moji, ne gre to tako. Čas je, da tem pizdarjem rečemo čao, čao, in Elda Viler je lepo zapela. Ja, pa boli, pa ne morem. Na svidenje, enkrat treba reči, pa. Ja, sej, smo žalostni, ne? Sej, valjda pride žalost, rečeš, pejemo matera, še od tega se moram posloviti, pa to, ki je bilo fajn, pa ne vem kaj. Kar bilo med nama je pozabljeno, naj bo. Ni to čist glih tako. Naj bo pozabljeno predvsem slabo, naj ostane dobro, naj ostane lekcija. Dragi moji, hvaležen sem vam za povratno informacijo, kjer vas povprosim in povprašam, če mi poveste, kaj vas mori in teži, in ne boste verjeli, v 80% imate to jebeno težavo in spustiti za sabo čustvene vezi. O tem sem seveda kontempliral in sem rekel, valjda, Matej, pa tebi so vzeli vse. Tebi so vzeli vse, valjda stojiš kak ramp, če ne bi teh stvari obdelal, bi še vedno jokal v cmeru in po tleh plazu v kontekstu, zakaj so mi vzeli otroke, zakaj so mi vzeli, zakaj mi je Bog vzel bivšo punco, pa tako smo se dobro razumeli, zakaj je mogla umreti, stari, zakaj mi je Bog razfukal odnose s starši, zakaj so prijatelji pa pizde materne. Čist najnovejša je ta, da sem ostal brez ene psičke Line. Kje, kaj, kako je končala, ne vem. Jaz zaradi tega ne objokujem, ne obžalujem, ostal bo lep spomin na njo, po drugi strani pa je bemu mater, če ni bila ena sama gužva, eno samo breme, en sam problem. Sem jo imel rad, ampak to ne skozi spizdevala, skozi sem jo mogel gledati kot 2-letnega otroka, ljudem se opravičevati, ker so jo najdeli in tako naprej. Zaradi tega, ker sem ji pač dovolil svobodo in nekoga ljubiti pomeni izpustiti in mu pustiti svobodo. Je pa psa na špago. To nima veze z ljubeznijo, ampak s pravili. In ljubezen ne sme imeti pravil. Poglejte še enkrat ljudem v oči, v sliko, njihovo sliko, ki je ostala in poglejte v oči in se poslovite od stvari, ki ne nucajo več. Mičkan drugače sem si danes zamislil narediti video iz tega naslova, da sem tudi kot Šorli se pokazal, da vidite, da se jaz sleherni dan v bistvu uredim, in se pripravim na snemanje. Tokrat se pa nisem. In to iz inata, da vidite, kako jaz gledam, ko se zbudim. In so take srečko Šorli, Pa tudi musko sem vam drugače pripravil, kot vam jo pripravljam ponavad. Pa ne zaradi tega, ker ne bi imel časa ali pa želim biti šlampast ali pa nekaj, ampak ne. Jaz želim biti pristen in iskren, po drugi strani želim od sebe dati le najboljše, po drugi strani pa želim, da ta najboljše se zazna, da prihaja od tle. Moja čista želja in namera, da pomagam razumeti oziroma vam prebrodati to pasažo, ta prehod, kjer je zahtevano marsikaj, česar na zemljici naši nismo vajeni. In resnično povem vam. Veš, tako jaz kakšno tako pihnem. Želim, da ste tudi vi avtentični, da ste originalni, taki ste najlepši in perfektno se obnašajo samo narcisi, ki upajo, da bodo svojo perfektnostjo dobili. Ok, skratka, mi smo se tekom časa mojih predavanj, sem večkrat rekel, odreži vse vezi. Navezanost je tisto, kaj nas najbolj jebe v lifeu, in prek navezanosti smo mi dovoljevali, da so ljudje črpali našo dragoceno in deviško energijo.
vedno so nas pikali in ranili v čustvene rane, v čustva so nas noter boleli in nam probali uničiti, kaj smo imeli radi. Meni so uničili familijo in moje otroke tako napumpali proti meni, da enostavno ne upajo me niti več poklicati, ker imajo sliko o meni strani drugih tako popačeno, da v bistvu za njih sem jaz v njihovih očeh resnično en zelo slab človek. A ne? Torej, pomembnost, kaj ljudje govorijo nekomu, torej teža besed. Otroci moji imajo možnost mene sami prečakirati, pa me ne, ker je vpliv tako zelo velik, da so kar vzeli tisto, kaj slišijo od tistih, ki jim zaupajo. In tisti, ki jim zaupajo, so njihovi sovražniki, ker sovražnik ni neznanc. Moj sovražnik so moji starši, moj sovražnik so bili ljudje, ki so mi bili zelo blizu. Ko gledam skozi življenje, je bilo več teh ljudi, ki so probali me. Šele zdaj vem, da so odšli zaradi tega, ker sem jim postal mičken preveč kritičen, a veš, ker napneš učka pa ušeska, takrat so pa oni malo zginili. Tako da hočem reči, sovražnik od mene preko otroka deluje, da ga je zvlekel stran od mene, da bi meni naredil čustveno rano. Jaz sem se odločil, da ne morem spremeniti stvari. Če jih ne morem spremeniti, jih ne bom spreminjal. Naprimer, Palestina in otroci. Dragi moji, jaz tam nimam kaj početi. Vi ste pa čustveno nestabilni in vas zjebe ena slikca ubogega otroka v Palestini. Nisem jaz čustveni invalid, da ne bi ob tem nič čutil. Jasno mi pa je, da ne morem nič pomagati. In Bože ne daj, da se v moji bližini kaj takega zgodi. V moji prisotnosti pa ne. Zaradi tega, ker sem zaščitnik spoštovanja, zaščitnik človečnosti. V moji neposredni bližini, v prvi vrsti do sebe. Jaz ščitim moja čustva, da niso mahinirana strani drugih. Jaz ščitim svoj mir, ki ga probajo na vse načine zdrkati. Ne dam. Zakaj ne? Zaradi tega, ker točno to hočejo. Oni točno hočejo, da ste vi prizadeti. Čemu bi meni nekdo razbil ognjišče in to je naredil? Foter. Zakaj? Da bi me zabolel. Pa 10 let nazaj bi me stvar zabolela, leto pa pol nazaj, ker sem pa to zagledal, sem se pa še nasmejal. Ampak je zraven pustil macolo, da bom jaz parel pa po avtu pretegnil. Da bi rekel, lega Turčiča, se sem jaz rekel, da je prfuknen naštemal. Le kaj je naredil, z macolom je avto razbil. Da je pa prej ognjišče razbito, to pa nobenega ne zanima. Celo na sodiščih ne, ker so tudi sodniki narcisoidni. Lahko rečem vsi, ne smem, ker bi bilo nepošteno, ampak mnogo preveč njih je narcisoidnih in z narcisom potegne vrana, vrani ne izkljuje oči in mnogo izmed vas ima verjetno izkušnje iz teh zlorab, narcističnih zlorab, ki ste se mnogi tudi na sodiščih znašli in ugotovili, da tudi tam ne dosežete nobene pravice. In včeraj sem vam rekel, Trump je obsojen po 34 točkah obtožnice kot kriv, vendar sem jaz 1,000,000%, da ni kriv ničesar od tega, ampak ta sodišča so tako močno skorumpirana, da je za kozlat. No in nekako, če to lahko naredijo Trumpu, pol to zagotovo lahko delajo vam in nam. Kam je hudo, spet nekaj ta slika se zateguje. Bomo že ne, sej smo bolj radio, kot televizija, a ne? Čustvena naveza, čakaj, tle sem si, čas je za slovo, no tako. Zakaj smo zdaj vsi na preizkušnji s temi čustvi? Zaradi tega, ker moramo se mi povezati z nekom mnogo močneje, kot smo se s komarkoli do zdaj v življenju. Bog, ali pa univerz,
vam odmika vse ljudi in vse situacije, na katere ste bili navezani. A ne? Z enim razlogom, da vam pokaže, kdo je kdo, po drugi strani pa da vas izolira tako daleč, da v bistvu se vi usedete sami s sabo in se začnete pogovarjati z Bogom, z Jezusom. In njega boste našli v tišini in v miru. Ne tako, da vam bo zazvonil telefon, pa bo klicala Štefka, ki jo imate sicer zelo radi, a ne? Mislim, ona vas tudi zelo, verjetno vam je že 2-krat čokolado dala, a ne? Ghost mode, puščavniški mode. Nared se, da ne obstajaš, to je nujno potrebno. Jezus nas je tega učil v Bibliji, ko je hodil na pogovore s svojim Bogom na goro. Gora je pomembna prispodoba. Vi lahko sedite v kuhinji ali pa na svojem vrtu, samo ne dovolite, da vas kdorkoli zmoti. Če nimate tega miru v kuhinji ali pa na vrtu, bežte tam, kjer je mir. Jaz imam na jezeru tak prostor. V svoj mir. In to čez noč. Pa ne za eno, za 2 noči. Ker takrat se šele stvari toliko sprostijo, da lahko začutite stvari, ki prihajajo v vas. Sovražnik je načrtno pikal, joj, pa zakaj se ne oglasiš, pa sem te pogrešala, pa je pa kdaj prideš, pa ovo, pa zakaj nisi to, pa ovo, ma fuck off! Pogruntajte, da vam jebejo mater direkt v glavo. Sorry, izrazu želim, da začutite moč in globino in dimenzijo tega. Vi rabite svoj mir. V svojem miru se lahko pogovorite s samim sabo. Ne obžalujte. Ljudje, ki morajo iti. Imam 3 situacije, ko so napadeni psi. Torej hišni ljubljenček, tvoj ljubljenček, da te prizadanejo preko njega. Če te že ne zjebe, ne Jože, ne Marko, ne Štefka, ne Unž, vse ljudi si odpikal, eto, te pa po psu. In ti si rečeš, pa kaj je žival kriva? Žival je tudi izbrala dušno nalogo in lekcijo, da bo prišla, bila s tabo do tukaj in odšla. Tako sem jaz nagruntal pri moji liniji, pri vseh preteklih hišnih ljubljenčkih. In zdaj imam Lucy, ki je najbolj zvesti pes na svetu, jaz ki tacga nisem niti videl, kamoli imel. In to je moj pes in tudi z njo sva že zmenjena. Ko se bo ona poslovila, se bo poslovila. To ne pomeni, da bom jaz pa 4 leta v žalovanju. Ko se je poslovila moja punca, s katero sva sicer v bistvu že nehala, ker je bil odnos med nama prečudovit sicer, pa je sovražnik usadil in je otroka njenega naredil tako narcisoidnega, da je meni dvigoval živci in je one same ljubezni v bistvu šli. Zato, ker je spoštovala moj mir, sta se z otrokom umaknila. Verjetno je umrla od žalosti in jaz sem to skontal šele pol kasneje. To je bila edini človek, za katerim sem resnično žaloval, tako kot se zagre. Pa sem v preteklosti leta nazaj izgubil brata. Pa sem niti kaj dosti prijateljev tako hudih nisem imel, zdaj stare mame me tudi niso tako močno zelo prizadele, verjetno še nisem bil dosti zrel, vendar ta bivša punca, torej Kristina, ta pa mi je zasukala vsa čustva in pravzaprav je bila en moj velik test. Jaz sem, ko sem zvedel, sem se usedel na ta stol, odprl šnopec in jokal kot dež. Ta proces je trajal 3 dni. Po 3 dneh sva se poslovila in sva prijatelja in sva povezana. Ona je moja muza. Inspiracija, a ne? Večkrat pomislim na njo. Nisem pa zaradi tega žalosten. Mene to ne potre. Spomnim se predvsem teh trenutkov njene navihanosti, kako sva se imela fajn.
Ampak tega ne objokujem, zakaj pa ni več tako, kot je bilo. Tako je moralo je biti do tukaj in tako, kot je prav. Zavedajte se, da je vse, kar se dogaja v vašem življenju, se dogaja s točno določenim namenom. In ste točno tam, kjer morate biti. In se vam dogaja točno tista lekcija, ki je zdaj na vrsti. Vam povem, da moja misija je še večja od tega, kar sem mislil, da je. Nekako se zavedam, da smo na vsi skupaj na točki, kjer se bo nekaj hudo rapidnega zgodilo, rapidno se bodo dogodki dogajali, ker smo prišli do točke, da vzletimo. Vendar, na vzletni stezi avion vedno pilot preveri flapi, krmila od zadaj na repu, motorji, bremze, kolesa, hidravlike, lučke, ovo, dela, pol pa idemo. Tukaj smo zdaj, torej priprava teh flapov, pa kril, pa ovo, vsak del človeškega aspekta, izgradnje duše, energetskega telesa, vaše samostojčne drže, vaše integritete, vaše čustvene inteligence. Kako sem že napisal? Rabimo čustveno pa umsko, ne? Mentalno stabilnost, čustveno in mentalno kontrolo. To rabimo, to je najpomembnejša stvar in zaradi tega se zdaj srečujete s tem, ker ne znate skontrolirati. Torej nekako smo pripravljeni, vsak aspekt je pripravljen, trenira nas življenje, da osvojimo lekcijo. Mi smo vse te čustvene rane iz tega razbrali samo bolečino. Samo. Vse prevečkrat. Mi moramo iz teh stvari pobrati lekcijo. Kaj me je želelo naučiti, bom rekel zdajle, izguba mojih otrok. Izguba, saj sta živa, zdrava in fejst fanta, vse okej. Ampak pač nismo rastli skupaj. Meni je po en stran res hudo, ker jih vzgajajo napačni ljudje. V napačnem okolju sta. Ampak ne morem pomagati. Bo za vse poskrbljeno, ni problema, za vsakega, ki ima v sebi dušo in srce, bo poskrbljeno. Sploh brez pika dvoma, pa to velja tudi za živali in za rastline. Tako da nima se smisla karkoli sekirati. Ja, da se naučimo lekcijo iz tega. Zdaj, jaz sem se iz tega, da nista več z mano, naučil, da v bistvu jaz ne morem biti pol pa ena mevža, pa tako, ampak moram postati dec. Ne morem jokati, ne? Temu se reče čustvena inteligenca, čustvena zrelost. Ne morate v trgovini iti pa se spomniti na, ne vem, staro mamo ali pa mamico, ki vam je umrla 30 let nazaj in v jok. Imamo toliko čustvene zrelosti. Če se vam to dogaja, niste odžalovali ljudi, situacij, ki so vam bile blizu. Da ste bili čustveno ranjeni, je bil namen. Da se pozdravite, je misija in naloga in lekcija. Tam, kjer smo čustveno ranjeni, tam je naša rana za pozdraviti. Predstavljajte si kekca, neustrašnost kekca, pa so ga in prizadeli in ustrašili in vse sort. Ampak on se ni dal, zaradi tega, ker je imel nekaj večjega v sebi. Imel je vero. V Jezusa, v Boga, ne, v njegovi zgodbi ni to tako napisano ali pa prikazano. Imel je vero sam vase. In to je tisto, kar vam probam nekako danes osvetliti. Odmaknite ljudi, da boste vzpostavili vero v sebe. Dragi moji, jaz nisem hotel o Bogu govoriti, niti ga nisem nikoli tako čutil. To, kar se mi zdaj dogaja zadnje čase, je čista norija. In povezava z Bogom je hudo pomembna stvar, ker to je najbolj sveta in najbolj globoka oblika
zaupanja sebi, vesolju, srcu, umu in to, da veš, da se dogaja vse točno tako, kot se mora. Zaupanje so nam skvakali. Zaupaj znanosti, zaupaj, jebte si mater, zaupaj cerkvi, zaupaj Koranu, fuck off. Sebi, ne pa tam nekomu drugmu. Vse so zjebali. In tako ste vi slepo zaupali napačnim ljudem, ki so prišli napačno točno za tega, da vas čustveno ranijo. Ti, ki so prišli k vam, so vam naredili en velik, kakšna ta best človek, čist navdušen. In nam se neki hormoni, sem serotonini, melatonini, kaj sem kateri, ne bom jih našteval, ti občutki lepega se dvigne, kaj da bili na kokainu. Pol s časom, ne s časom, pol pa ima ta sovražnik možnost, da nas piči po čustvih. In takrat naš nivo vseh teh tekočin pade in smo žalostni, ko sto mater potrti. In si ne moramo razložiti, kako, pa tako me imel rad, pol pa tako lele, ne? Stvari, če ne razumemo, bolijo. Stvari bolijo. A veste, ljudje, če ne razumejo, slepo verjamejo. Ne? Slepo verjamejo, da je zemlja kugla, zaradi tega, ker niso naredili lastne raziskave. Ljudje verjamejo, da je Bog tam, ker niso naredili lastne raziskave in nimajo izkušnje z lastnimi občutki. Da to ni tam, ampak ne. Pa to pomeni, da v bistvu moramo najprej vzeti religijo kot eno veliko manipulativno institucijo, ne? Cerkev kot tako, ali pa vse religije. Ljudje verjamejo v vraževerja. Superstitious je komad, ne? When the things, if you don't understand, just kože, ne vem kaj. Skratka stvari, če ne razumemo, hitro pademo v verovanja, vraževerja in mnenja drugih ljudi. Najbolj pomembno je, da razumete, da ste bili načrtno ranjeni. Ranjeni načrtno, da slučajno ne bi spoznali, kdo ste. Nekako skozi moje predavanja, pa čez to, kar opazujem, vse sorte te farizeje, kako probajo objasniti stanje notranjega miru, da to je točka nič, ne, to je ni nič. Ni res. Biti awakening pomeni prejeti ali pa vzbuditi v sebi neskončni potencial. Občutek je, kot bi goro premikal. Res je. To ni nič. Je pa popolni mir. Zato, ker v paniki pa v šundru noč gore premakne. Velika koncentracija, velika mentalna umerjenost, čustvena umerjenost. In mi moramo pa čustva umiriti. To je mus. In zavedajte se, da ste vi tisti, ki ste naivno verjeli v napačne ljudi. In ste se zaradi teh, bom rekel, visokih stanj, teh hormonov, ki so vas dvigali, v bistvu zaljubili v nekaj, kar ne obstaja. Zaljubili ste se v lepo masko. Zaljubili ste se v lep avto s jebeno slabim motorjem in vsem, kar je noter. Sam naven je lep. Samo fasada je lepa. Bajta z lepo fasado, noter pa vsa fajhtna pa gnila. Na to ste se vi navezali. Mal pomislite pri sebi, da ljudje, živali in situacije, ki jih pogrešate, ki bi jih radi pustili za sabo, dajte jih analizirati. A obstaja verjetnost, da vas je ta človek v bistvu direkt v glavo? Pa ste rekli, ne, Matej, moja stara mama je bila pa the best in sem ful žalostna, ker sem jo izgubila. Ne, tvoja stara mama, ki je bila the best, ti je pustila par stvari, da jih boš, ti je nasula par, bom rekel, sestavin, zdaj kruh pa ti naredi. In ti rečeš svoji stari mami hvala v glavi za te istočnice, za te življenjske lekcije, ki si jih dala, a ne? Temu se treba zahvaliti, pogruntati, kaj je lekcija. Spustiti stvari je pa najbolj nujno. In zavedajte se, prej, ko jih boste spustili čustveno na vlako, prej
boste lahko šli korak naprej. Čustva oni so nas prek čustev načrtno zato, da so nas haklali in sidrali v svet, kjer imajo oni kontrolo. Če mi se odsidramo, gremo v svet, kjer oni ne morejo več tega kontrolirati. Sveta ljubezni, osebe sovražnosti ne morejo kontrolirati. A drži? Mi smo otroci svetlobe, ljubezni, čiste ljubezni, Boga. Ujeti v svet teh, ki so proti ljubezni, ki so strategijo uma naredili tako, da je človek človeka grizu. Pravzaprav taki vas je čustveno ranuje, sam čustveno ranjen, ker ni pocajtov stvari. A ne? Zdaj pa na nas je, da presekamo ta krog, da rečemo dosti teh karmičnih ciklanj. To se mi ne gremo več. Ne smemo, ker ni prav, ker s svojimi ranami ranimo druge. To pa človek srca in ljubezni ne dela, kaj ne? Ranijo tisti, ki so v bistvu to ljubezen zatavšali, pokrili, je nimajo. Jaz sem celo rekel, jaz želim, da sem v veliki zmoti, da v bistvu je ogromno ljudi, ki so ranjeni, po drugi strani pa pravim, mi bomo videli en kup vesoljcev brez duše. Torej, lastnost človeka je, da ima empatijo in da ima dušo. Neka druga vrsta pa nima empatije, ker nima duše in nima sočutja in nima občutka. Vse, kar čustev je, so v bistvu zaigrana. To je igra, limanica, zato da se ujamemo. Tudi Lina, ki je prišla, je v bistvu sem ugotovil, da je bila prinešena zato, da mi bo delala mal kaos. Pa probleme. Pa so mi jo že v Italijo odpeljali. Saj ne vem, mogoče se povrne. Mogoče pa ne. Mogoče jo pa kakšen lovc pihnu. Da bom zdaj jaz jokal pa spet v pizdi. Ne bom, zato ker jaz sem čustveno stabilen. Če ne bi bil čustveno stabilen, bi pogledal na otroke, kaj so jim počeli v tunelih, padel dol. Pa da vam povem, kje sem jaz ugotovil to razmerje. Ko se je 2-3 leta nazaj začelo odkrivati to, ne 3-4 celo že, nazaj so prihajale te slike otrok v tunelih, pa Sacrifice, pa adrenokromi, pa to. In Trump je o tem govoril v svojih govorih. Jaz sem ga spremljal, ker sem hotel vedeti, kdo je Trump, tako da ga poslušam, ne pa da slišam od drugih, kdo je Trump. Trump je bedjak, so vsi govorili. Turšič, ti pa ti drug, komu verjameš. Jaz sem pa njega gledal, pa sem rekel, pičko matica, sem rekel, porka špinčič. Človek stoji, govori v mikrofon, jaz poslušam to in mi solze tečejo, stari, kva? Kakšna sila je v človeku, da je sposoben, brez da joče, brez da mu nakaže na očeh, da o tem lahko govori. Minil je nekaj časa do danes, kot tudi jaz lahko, brez da me čustveno zamaje, govorim o čemrkoli, sem vam povem, da kje pa je, ga vse posod nosim, ta moj kristal. Spremljam vsebine in so dotiki Boga tako močni, da zahlipam in mi pretečejo solze. Ampak ne solze žalosti, ampak veličine univerzuma, ki se v meni prebuja. Pravzaprav spoštovanja do hvaležnost in spoštovanja do vseh biti, entitet in sil, ki skrbijo zame. Že od rojstva, od dneva nič skrbijo zame in me čuvajo. In kad to spoznaš in zaznaš, se sam zjokaš. Vi se ne zavedate še, kako zelo ste ljubljeni in očuvani strani sil, ki jih ne vidite. In vse te sile, ali pa Ata, se čisto vsem, kako temu rečete, ali pa Bog, ali pa Jezus, kakorkoli, gre za nekaj, kar se ne vidi. Vse te sile
nas neizmerno ljubijo. Zato je prav, da jim ljubezen vračamo. Jaz sem Štefka, me pa prizadela. No, to ni to bitje, ki tebe ljubi. Kdor te ljubi, te ne prizadane. Ja, Matej, sem mene pa prizadel, vzanč, ki si govoril o tem pa tem. Evo, vidiš, to je pa razlika. Jaz osvetlim stvari. Narcis je tudi prizadet, ki ga dobiš na laži. Sem to je neozdravljena stvar. Jaz osvetlim rano. Flajšter dol in v tistem momentu je fuck. Ja, zdaj bomo pa dali mečken alkohola. Peče. Ja, seveda peče, sem nuca, Ali pa v slano morje idce kopat, pa bo rana boljša. Vsi ti moji postopki in moji procesi so vezani na to, da ozdravite svoje rane. Jaz sem tudi šel čez to isto proceduro. Sam. Pa zgubljal sem se, kot divji. Pa iskal prave odgovore. Pa nisem vedel, kaj je prav. 1000 stvari sem napačnih dobil. Vam pa garantiram, da je čustvena stabilnost zelo pomembna. In temu se reče, da je človek ozdravljen. Healing. To, kar se mi zdaj gremo zadnje 2 leti, pa preporod, pa vnebovzetje, pa ne vem kaj, to je pravzaprav healing, ozdravljanje od bolanega sveta, 3. dimenzije. V 5. svet gremo ozdravljeni tega. Mi čustvenih navez ne rabimo. To so bergle, to so sesavci, to je naša drenažna točka, kjer nas cuzajo. Morate se zavedati enkrat za vselej, ne rabite nikogar, dojemte, da ste sami sebi dovolj, da ste sposobni. Jaz za svojo srečo ne rabim nikogar. Vse lepo jo je deliti. Ampak da bom jaz srečen, moram to najprej pri sebi zdefinirati. Ja, pa nisem, no pa naredi tako, da boš. Jaz sem, če pogrešam. Zdaj pa se pa sam sebe ciklaš, zdaj pa tako. Če češ, da bo nehalo boleti, moraš trn prijet, pa ga ven potegniti. Žalovanje. Izpeljte žalovanje. Odžalujte. In nehajte pol jokati enkrat za zmeraj. To je kot slab vic, ali pa dober vic. Slišite vic, pa se režite. Pa vam ga povem še enkrat, pa se zahihitate, pa vam ga povem še 5krat, pa se ne smejite več, a ne? A kadar se pa pogovarjamo o čustvenih ranah, takrat pa pizda znamo pa kar ponavljati. Zakaj? Poslovi se, reči adijo. Kdo ti zdaj brani, da se ob spominu na človeka ti pride shit, ja, ma kaj bilo res lepo, ne, ampak nikaj, tukaj smo, življenje teče dalje in gremo naprej. Pred nami je krasen svet. Vse, kar odpada, mora odpasti. Pa spustite čim prej. Pa še se vas popajo, tiste morate pa odrezati. In bolj, ko svetite, bolj se popajo. Bolj morate biti odločni. Še bolj. Tako da, a sem vam kaj objasnil? Bog jim dovoli, da so nesramni, da so vidni in karma jim ne uide. To je ena izmed stvari, zakaj oni to delajo, zakaj Bog dovoli, da to dela, zato da jih mi vidimo. Še ko s prstom kažem že 2 leti po stvarih in situacijah, ljudje pravijo, nič ni videti. Pizdo imate, no kaj pa zdaj? Kaj pa zdaj, ki te piču, a vidiš kaj? Zato se tudi to dogaja, da boste zaznali, kako močno ste jebeni od rojstva. Ste ves čas bili masakrirani. Kolikor uspem zaznati ljudi, ki so se odklopili od teh čustvenih navez ali pa narcističnih odnosov, vsi imajo za reči, da jim je življenje popolnejše. Zakaj bi se pol po čustvih boleli pa šraufali, če pa je pol boljše? Joj, pa ne znam pa to. Drži. Jaz sem svojo prvo partnerko, oziroma partnerko, s katero sva šla narazen, s katero imava pač 2 otroka. No, bila sva skupaj koliko že 12 let. In sem 4 leta za njo jokal, 4 leta.
Dok si nisem rekel, pa ti prekleto tele, pa kvaj s tabo, Matej, pa kvaj se cmeraš za nekom, ki ti je pokazal to. Matej ne gre, pa kvaj si neumen, zdaj bi ti to sranje dobil nazaj, imel nazaj. Ne. No pol ne, kaj zdaj jokaš? Za sranjem, za tistim, kar tebe bolelo. Ne bom grdo govoril o ljudeh ali pa dotičnem človeku, ki ni to namen. Te stvari ti niso bile všeč, zato sta se razhajala, zato sta se ločila, ne? In zdaj bi ti rekel, ne, zdaj bom vse to pozabil, pa bodimo skup. Pomislite, na koga ste čustveno navezani. Bodite realni. Dajte na mizo stvari. Raztuhtite, je res to vredno jokati? Jaz sem sam, moraš biti sam. Jaz sem tudi sam. Stojim na 2 nogah. V prvi vrsti sem sam. Če jaz ne stojim, me lahko zamaje vsako sranje. In najmanjši odklon od pravilnosti me lahko vrže s tera. Pa me ne. Ker treniram. Dobro, čustvena mentalna kontrola. Ja, 90% mi v življenju delujemo iz navade. Navada je železna srajca, to so oni dobro pogruntali in točno zaradi tega so nas probali. Takole boš naredil, jaz naredim to, oni z njegovega vidika, tega, ki je abuser, jaz naredim tole, on naredi iz navade tole, pol jaz rečem tole, on pol popizdi, pol pa tole. Ne? Mi moramo njim zjebati njihov način drkanja, moramo spremeniti na način, da mi ne delujemo iz navade oziroma iz instinktov. Nekdo vam želi dvigati živc, vi morate prešteti do 5, predno odgovorite. Še bož bi bilo, da pa ne odgovorite, če že ne znate vrniti odgovora, ki ga mu zapre klun. Z argumentiranjem pa se zavedate, da ne boste prišli nikamor. Ena taka dobra stvar, ko ne morajo po prvi ali pa drugi tehniki, ki mislijo, da gre, zdaj mene ne morajo več, ker sploh ne vejo več, kaj dela. Ena zelo dobra je, ko vas ne morajo ne po tem principu, ne po unmu principu, začnejo biti žaljivi. Tukaj jih pa lahko z lahkoto ustavite in krasen je na svet, namera ali kakorkoli, kdo ti je dal dovoljenje, da si nespoštljiv in žaljiv. To je tudi kazensko. V kazenskem zakoniku. Kdo ti je dal dovoljenje, da si žaljiv in nespoštljiv? Mamo, nihče jim ni dal dovoljenja, oni si to dovoljenje kar jemljajo, Oni si kar jemljajo to pravico, da so kar nesramni in tako. Ampak tudi Bog jim kar dovoli, kar dejte, ampak ko pride ura poravnave, bodo te kazni krat 10 vrnjenje njim nazaj. Nič ne sekerite, ne rabite nobenega nagobec, ker karma že dela. Karma že ljudi kaznuje. Tako in evo, to sem si tudi zapisal v tej smeri. Razsvetljenje preporod s sabo prinaša izgube, zaradi tega, ker je pomembno, da gremo tja sami z vero, samostojično držo izgrajeno, čustveno in mentalno inteligenco in da se zavedamo, da smo sami sebi zadost in da vera v Boga je tisto, kar rabimo primarno. Absolutno se želimo združiti pravi ljudje, ampak najprej moramo mi pogruntati, da pravi človek zna stati na svojih nogah, ker zna jemati iz vera, ker deluje iz naslova dobre namere, iz vzgiba želim dobro. Ta svet je prežet z ljudmi, ki želijo slabo, medtem ko govorijo, da želijo dobro. To je bistvena taka razlika. To je to, nobenega ne rabiš. Sebe in Boga oziroma vero vase ali pa vero v Boga. Bog je velik, Bog rešuje in ločuje in Bog bo tudi združil in že nas počas združuje. Le eni smo naredili malo korake naprej, pa se bolj očistili, nekateri malo manj. Vsi se lahko očistimo, če se le želimo. Jaz v ljudeh vidim dobro, ker iščem dobro, vendar ljudje se obrnejo v sebe, pa zagledajo tisto, na kar niso ponosni.
in nočejo gledati tega, na kar niso ponosni. Zaradi tega ne morejo videti skozi tistega, kar je v njih lepo. In rajš pogledajo stran. In to je ta ignoranca, ki je nedohvatljiva. Tisto, kar ni lepo, nasvidenje, pozabljeno naj bo. Vsem je vse odpuščeno. Tudi to je ena izmed velikanskih navez in vezi, da ste naredili nekaj, na kar niste ponosni, da ne bom rekel beseda greha, ne? Ampak ne morete biti dosmrtno kaznovani zaradi tega, ne morete sami sebe kaznovati dosmrtno za to. Spustite to torbo, težko. V 5. dimenziji jo ne rabite. To je stvar starega sveta, ena izmed ukan. Ja, ti si tudi, ko se nekako reče, da drugega za jajca držijo. Ne dovolite biti navezani na nič. Odrežite vse špage, vžgite motorje in idemo, dragi moji. Svet je prečudovita stvar in želim, da ga dihate s polnimi pljuči. Vse dobro. Živja.